Spoštovani kolegi, Svoboda, to ni za smeh, ne, to so resne situacije. Kandidati, imate srečo, da vodenje ministrstva prevzemate ob koncu mandata, kajti dejstvo je, da boste imeli zelo veliko dela, kajti stopate v čevlje najslabšega ministra že v tako najslabši vladi. Ministra, ki je preživel 2 interpelacije, pa sedaj vstopi prav zaradi tega, kar smo mu očitali v interpelaciji. Glede na izjave, ki ste jih podali tukaj v Državnem zboru kot poslanec, pa imam nekoliko pomisleke. Vi ste na 33. redni seji 17. septembra dejali, bom kar citiral, kar se tiče varnosti. Jaz se s kolegom Kosijem ne strinjam, da je varnost zaskrbljujoča. Je zaskrbljujoča kriminaliteta, ki narašča, nekako pa varnost, ampak je varnost zaenkrat v Sloveniji še dobro. Ko in seveda tudi posebni razmer nimamo na jugovzhodnem delu Slovenije. Kajti, če bomo imeli posebne razmere, potem bomo videli, da bodo policisti hodili z dolgocenim orožjem in seveda v zaščitni opremi, tako kot se nekoč nedaleč pri nas. Če gremo malo pogledati sosedom. Spoštovani kandidat, kaj imamo danes v Novem mestu in v jugovzhodni Sloveniji? Vojsko. Policiste z dolgocenim orožjem. V Novem mestu smo videli policiste v zaščitni opremi, v čeladah, zaščitniki, v oklepih in tako dalje. Poslali smo celo specialno enoto. Vi ste pa še septembra, torej 2 meseca nazaj, govorili, da varnostna problematika ni pereča.